mislim, da je plodno to, ko disciplina dobi en upor, ko se zgodi to, kar se nam je zgodilo v družbi in sociologiji. Torej, da se sprašuje, a smo sploh potrebni, da se sprašuje, a so naše metode zadosti dobre. Torej, jaz bi se s tem zelo strinjala, s to trditvijo, da so krize priložnost za sociologijo. Torej, mi smo imeli tam po krizi leta 2008, torej veliki ekonomski krizi, smo imeli še migracijsko krizo leta 2015, no je zdaj zdravstveno krizo povezana z epidemijo. In ja, vpliv sociologije se seveda v tem času v javnem diskurzu poveča. Sociologi pridejo do besede, sociologi imajo seveda kaj zapovedati v tem času. Torej, ja, mislim, da je to čas, ko mi na dober način odgovorimo. Meni se zdi ta trenutek izjemen za sociologijo, brez sarkazma in ironije. Konec koncev je nova tehnologija tista, ki je to družbo naredila resničnostno in neresnično. V tej situaciji, ko se pojavlja cela vrsta sodobnih novih rešitev, tehnologij in tako naprej, tehnoloških rešitev, na koncu smo pri umetni inteligenci že, kje je zdaj tle vloga sociologije, ker se včasih zazdi, da je sploh ne rabimo več, ker kdo itak se o družbi znali povedati algoritmi. Mislim, moramo zavedati, da se bomo mogli interdisciplinirati. To je COVID pokazal, recimo. Ker vsak se nekaj prisvaja od sociologije, noben pa noče biti sociolog, ali pa noben pa noče reči, da je to sociološka stvar. Tisti oblikovalci algoritmov, naravoslovci, tehniki in tako naprej, dostikrat v bistvu kar tako brez nekih resnih odzivov prevzemajo vlogo sociologov in ker so pač kao sposobljeni, imajo dostop do algoritmov, do tehnologij. Tako da jaz mislim, da tukaj bo treba biti pozoren, da ne bi dejansko ta tehnologija na nek način to prevzela. Časi, ko so discipline delovale same za sebe, mislim, s tem minevajo. Se pravi, ta interdisciplinarna, jaz mislim, da bo nujna tle. Eno od vprašanj, ki bi se ga postavil, je, ali ima sociologija danes izdelan konceptualni aparat, s katerim lahko ta globalna vprašanja, na nek način maflo vprašanja, naslovi. Mogoče smo bili v tistih 80 letih delno krivi zato, ker smo šli v preveliko diverzifikacijo in specializacijo socioloških vedenj. Torej, mislim, da je treba misliti široko, refleksivno, to je prednost sociologije. Sociologija mogoče ni njena najboljša prednost v natančnosti. Jaz mislim, da je ena stvar, katero je nujno preseči, čeprav se lahko ukvarja vsak od nas z manjšimi temami, ampak jih pripet na velika družbena vprašanja. Drugo vprašanje pa je vprašanje metodologije. Takrat je bila v modi, da tako rečem, empirična sociologija z velikimi raziskavami, ki so zbirali velike količine podatkov, jih obdelovali in na tej podlagi tudi prihajali do določenih zaključkov. Kasneje, iz različnih razlogov, smo šli vse bolj v smeri krepitve tako zvane kvalitativne metodologije, projekt so postali manjšega obsega, manj ambiciozni na nek način, čeprav jaz ne podcenjujem pomena kvalitativnega pristopa, da ne bom narobe razumeljen, ampak vseeno ta pristop ne omogoča recimo v tej meri kot morda tisto tradicionalno raziskovanje zajeti en globalen problem. Torej, v prihodnosti vrnitev Webru, Marxu, Millsu, velikim mislecem, velikim metodološkim izzivom in velikim temam. Ne glede na to, da smo seveda diverzificirani in je to naše bogatstvo, ampak nekako vedno povezovanje teh relativno manjših tematik z velikim družbenim vprašanjem. To se mi zdi ključno. Zato se mi zdi, da je bilo najpomembnejše tudi v današnjem času, da presežemo to razparceliranost in da je med vsemi družboslovnimi področji in disciplinami ravno sociologija tista, ki bi morala bolj kot to danes počne integralno pokrivati in zabavljati celoto. Če raziskujemo slovensko družbo, in to se kaže skozi
raziskovalno ali znanstveno publicistiko, potem ni edina oblika vračanja objavljanje sestavkov v revijah z visokim kapitalskim impact faktorjem, ampak prenašanje spoznanja neposredno. Danes pravzaprav, ko te vprašajo, koliko točk si dobil, ne? To je ta, mislim, tako Max Weber, taki pot za kapitalizem rekel, ne? Rekel, pravzaprav zgodnji kapitalisti so verjeli, ko bogatijo, da delajo hkrati nekaj plemenitega, ne? Bogu so všeč, ne? In pa reče, v Ameriki pravzaprav se je to že zgubilo, ne? V Ameriki pravzaprav je kapitalizem postal tekmo. In deloma je to isto postavljalo te akademske sociologiji. Ti se ne vprašaš, ali delam nekaj takega, kar bo pravzaprav ima nek smisel, morda nek potencialno vpliv, ampak ne. Za mojo kariero bo to pomembno. Več točk mi to prineslo. In to je ta zaprtost sociologije in postaja pač javnost pa v precejšnji meri brez smisla. Ne? Mogoče se treba vrniti ravno k temu, ne, da se ne smemo nekako poleniti, ne, in to imam včasih občutek, da smo postali preveč indiferentni do okolja in do tega, kar se v našem okolju dogaja, da se vsak ukvarja s svojim malim vrtičkom, ne, in to se mi zdi, da bi bila lahko ena zelo pomembna vloga društva danes, da bi res izpostavljalo ta kritična razvojna vprašanja, ne, in mobiliziralo najprej seveda svoje članstvo, in da bi seveda skozi ta angažma seveda potem tudi širili svoje videnje in svoje poglede naprej v druge družbene strukture. Ne uspemo se ukvarjati z vsemi temami, ki se odpirajo. Kot vemo, danes je teh problematičnih tem, o katerih bi bilo treba kaj reči z sociološkega zornega kota, ogromno. Nas pa ni dovolj za to. Zato bi bilo potrebno vzpostaviti večjo koordinacijo med nami. Včasih se mi zdi, da mogoče tudi neke vrste bolj usmerjeno razdeljevanje virov, ki jih imamo na razpolago za svoje raziskovanje. V tem smislu, da bi skrbeli za to, da dejansko pokrivamo vse teme. Zdaj večinoma to razdeljevanje sredstev temelji na tekmovanju med nami, torej na točkovanju, in s tem pomalo zgublja slovenska sociologija. Jaz mislim, da je vloga sociologije, da se povezuje tudi z drugimi znanstvenimi disciplinami in da probamo skupaj misliti, kako v tej raznoliki družbi skrbeti za to, da bodo tudi naslednje generacije vsaj približno lepo živele, da bomo znali sodelovati tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo popolnoma, da se bomo znali pogovarjati in iskali alternative sobivanja, ne? Različnosti in različnih. In če bomo tu ujeli, ne, stik s časom, s drugimi okolji, s drugimi disciplinami, je pravzaprav to največ, kar sociologija lahko ponudi. Ko sem šel, jasno, kot vsi verjetno gremo, če gremo v London, nekaj gremo v knjižnice, recimo, v knjigarno, recimo, ne. Sem videl, da je drugačna razporeditev, sociološki podjelkom ni več, razporejeni so na neke sekcije, ne, fragmentarno, zelo popularne, tanjše knjige so in vse te stvari, take banalne spet, ne, so mi nakazovali takrat, da se sociologija fragmentira, ne diferencira, ne, se pravi, se fragmentira in vsak počne neke majhne stvari, in zaradi tega seveda zgubljamo, in se smo zgubljali takrat in po moje še zdaj, no, in ne poznamo več gozda. Ključna, po moje ta profesionalizacija je še zmeraj po moje sociologiji problem. Ne. To je po mojem interesu problem, pač ker je to na profesija, ki je zelo sama sebe težko prepozna, se mi zdi pogosto. Ne. Sociologi znajo sami poskrbeti za svojo kariero. Ne. Mi smo verjetno v svetovni špici, jaz samo ugibam, ampak smo verjetno v svetovni špici po številu diplomiranih sociologov na prebivalca. In vsi ti ljudje najdejo nekje zaposlitev. In se nekje na svojem področju uveljavijo. Spomnimo na to sociološkem področju, ampak rečeš, nekaj je tu pravzaprav dobrega. Prav ti ljudje imajo neko prilagodljivo izobrazbo, kljub temu, da je profesija rekorko malo razsuta, ampak ima po tej plaki dobro perspektivo. Jaz odkrat vem za sociologijo, običajno ljudje javljajo, da sociologija zgublja pozicije, zgublja ugled,
izgublja še marsikaj. Ena izmed mojih ključnih radikalnih tez je, ki še ni čisto dobro obdelana, je, da je na PR službe so nam pobrali 3/4 posla. Ker kadarkoli naletí neki subjekt družbeni do nekega problema, do vprašanja, se takoj pojavijo PR-ovci in začnejo razlagati, kaj je. Takrat bi morali delati temeljite, družboslovne, sociološke, še kakšne druge analize, ne pa se samo s PR-om ukvarjati. Jaz tudi vidim celo to, ne, da sociologija vsem in družboslovje dobiva več obolega tudi med naravoslovci, kot bi nekoč bila. Ne. Ampak to je vse od nas v bistvu, kako se znamo promovirati in tudi to na teme tega delati. Ne. Če bi zapolnili medije, če bi bili zelo propozivni v svojem lastnem nastopanju v medijih, bi nas družba slišala. Mislim, da bi nas slišala. Vse se novinarji včasih zelo pritožujejo, da smo v sociologiji neodzivni. Torej, naša lastna propozivnost se mi zdi, da je malce problem, čeprav na drugi strani pa je res, so situacije, ko je treba sociologijo poklicati, ko samo sociologija lahko ponudi odgovore. In nič ni narobe, če smo enkrat malo bolj v ospredju, pa drugič mogoče manj bolj potisnjeni v ozadje. Zanimivo, da smo v eni raziskavi o znanosti spraševali, kako recimo Slovenci razumejo, kako si oni predstavljajo znanost, kaj je znanost. In potem smo več stvari našteli, od tega raziskovanja v laboratorijih, teoretiziranja in do raziskovanja mnenj ljudi. In seveda, najmanj ljudi se je nekako odločilo za ta del. Ne? Tako da, ta objekt v smislu znanosti družboslovje še ni imelo. Naše naloge se vsekakor spreminjajo, ker se tudi svet okrog nas spreminja. In to neznansko hitro. In bojim se, da v smer, ki se je ne moremo najbolj veseliti. Ne? In na nek način mi je žal mladih ljudi, mladih sociologov in sociologi, ki se dosti bolj zapirajo v okvire svoje znanosti, to pomeni sociologije, ne svojega poklica, in dosti manj, zdi se mi tako, kot smo v prejšnjih časih, delujejo tudi navzven. Sociologi pozor je posebni ljudje, nič se ne moramo kaj dosti prilagajati. Čeprav sami mislimo, da smo široki, da smo to, da smo ono, mislim, da ne. Sociologija po mojem da prihodnost ima, o tem je dvoma in še celo več prihodnost mora imeti. Torej, zato si moramo prizadevati. Klasični temelj sociologije, pa zdaj ni nujno, da gremo samo do 19. stoletja, lahko vemo še celo v 18. In po mojem bi bilo dobro v 18. stoletje tudi se počasi stopiti. Torej, ta klasični temelj sociologije temelji na razsvetljenski paradigmi. In ta razsvetljenska paradigma pomeni, da razvijamo znanost, ustvarjamo znanost z namenom zasledovanja oziroma uresničevanja humanističnih ciljev. In to je sociologija. Tudi v sociologiji bi rabil stavek, tega pa ne vem. Ne? Jaz mislim, da bi morali odkrito povedati, pa što vemo, tega pa še ne vemo. Nam bo pa umetna inteligenca pomagala. In zdi se mi, da je ključna naloga sociologije kot discipline v prihodnje bitka proti zdravi kmečki pameti. Malce bom provokativen, ker zdrava kmečka pamet je tista, ki se zanaša na intuicijo, na moralno psihologijo, na čustva, ki se zanaša na to, da je prav tisto, kar misli večina. V imenu zdrave kmečke pameti in razuma so z kandelabrom veseli pomembni ljudje. Ne? Tu se mi zdi, da je glavno bojišče sociologije proti zdravemu razumu, za racionalnost.